Ta dvorana je bila z dolga leta osrednji prostor kulture v občini Litija, kar se tiče prireditev pa veselitve vsega tega. Bila je edina, tako za ta namen, medtem ko pa je bila v mislih neka druga situacija, ki bi se reševala po letu 80, da bi tam, kjer je ježa, pa so te trgovske hiše, bila naša kulturna, izobraževalna in pa, kot bi rekel, še športna dejavnost organizirana. Sam pa potem ta misel me je skozi preganja, da je velika škoda, da nismo se tukaj v občini postavili z drugino, jaz se nisem mogel več tam, da bi področje kulture, izobraževanja, športa bilo na nekem takem punktu, ki bi bil zanimiv za vse te dejavnosti, bi bil na odprtem prostoru. Ampak to zdaj se ne splača jokati za nazaj, zdaj bomo trenutno, kar je zdaj naša dvorana pred obnovo, na tej poti želim tej obnovi čim krajšo življenjsko dobo, da bo čim prej končana in da bi se še boljše počutili kot se. Sicer pa povezava, odkar je ta naš center tako organiziran, kot je danes, je tako dobra, da lahko privabi ljudi, da se ogledujejo stvari. Skratka, center je postal njihov, no, moj že, samo tako je. Nikoli ne bomo vsi to doživeli, da bi imeli dvorane, zdravstvene domove, lepe šole, vsega tega, vse naenkrat. Kultura je bila vedno, bila sicer pomembna, je pa bila, ni pa nujno, so rekli včasih. Seveda, kako ni. Človek je socialno bitje, to socialno bitje se izraža tudi skozi to, da se udeležuje stvari, programov, ki jih pripravlja kulturni center. Jaz nimam kakšnih posebnih slabih, da vseh nobenih misli na to dejavnost, ki se upravlja v tej stavbi. Tako bi rekel, ob tem, kar imamo na razpolago, ste tisti, ki delate v kulturnem centru, dobri, sigurno. Se predani tem delu z dušo in srcem. Tako bi se rekel, da ni se zavaditi na kulturo za naprej, da smo kultura ljudje, to je že res, ampak tudi kulturo smo vnašati. Kulturno vnašanje pa tudi to, da imamo odnos do kulture, do te njenega poslanstva, ki je pravzaprav del nacionalnega jaza. Ja, ta dvorana na stavbah je še staro ime, ja. Se pravi, takratni kapitalisti so to naredili, meni se zdi, da kot del tega, da morajo tudi ljudje imeti neko prostor za zabavo. Predvsem to je bilo. Je pa tudi to seveda, nimam iz kakšnih posebnih spominov, vem, da so te dogodki bili zelo živahni, dinamični. Mi smo imeli v tem objektu tudi občinske proslave, tako je bil za dan Jugoslovanske armade, smo imeli mi občinski praznik, ne na račun tega, narobe povedal, na račun, v spomin na bitke na Tisju, 24. decembra 41. leta, ko se je naša partizanska vojska že srečala potem z pravo nemško vojsko. No, to se pravi, ta dogodki tega so zanimivi našega proslavljanja. Mi smo imeli občinsko proslavo, tako imenovano, ne bom rekel veselica, ko smo ugotovili vse kakšne, kako smo bili dobri ali pa manj dobri v preteklem letu, smo predvsem snovali zadeve za naprej in smo imeli nagovore v to smer. Tako da je ta dvorana je kot bila tudi večkrat prizorišče našega kulturnega delovanja in poudarek je bil v veliki meri na kulturi, tudi v teh, ne pa v dolgih političnih govorancah. Zato bi tako anekdoto povedal. Imeli smo občinski praznik, pa sem se tam pojavil kot prvi človek občine, da malo povem, kako in kaj. Sem pozdravil lepo, da smo bili uspešni. Lahko bi pa še malo bolj bili, to pa nikoli ni konec tega, kdaj bi bilo boljše, pa bo pa dost. In smo
In sem pogotovo, pa sem končal z govorom. No, pol pa sedim tam zraven Franta Poglajna Krajnca, ki je naš narodni heroj, doma s Litije. Pa prav, daj bo pa govor. Kakšen govor? Ne, si že bil. To je pa zanimivo, je rekel. To se pa splača priti na proslavo, ker so kratki govori. Ne pa, no sej. Ljudje tako povemo včasih kakšno stvar na dolgo, na kratko pa je tudi učinkovito. Posebno, če kaj odmeva. Če pa nič ni nobenega haska od tega, pa bolj v stih.